Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dobrodošli na svečani razglasitvi rednih profesoric in rednih profesorjev Univerze v Ljubljani, ki prihajajo z različnih področji znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela. Postati redna profesorica oziroma redni profesor ni dano vsakomur. Gre za izjemno priznanje dolgoletnemu delu, ki se nadgrajuje in bogati ne le prejemnico oziroma prejemnika naziva, temveč tudi našo družbo. Danes smo že podelili 27 nazivov redna profesorica in redni profesor Univerze v Ljubljani, v naslednjih minutah jih bomo podelili še 27. Gre za naziv, ki nosi posebno poslanstvo, zato rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Gregorja Majdiča, prosim za uvodne besede. Spoštovane kolegice in kolegi. Izvolitev v naziv redne profesorice in rednega profesorja je pomemben dosežek v karieri visokošolske učiteljice in visokošolskega učitelja. Ta naziv ni le rezultat akademske odličnosti. Je tudi dokaz neverjetne zagnanosti, vztrajnosti, odrekanja ter veliko vloženega truda in časa. Je dokaz, da zmorete prehoditi pot, ki jo zahteva najvišja kakovost poklica visokošolskega učitelja oziroma učiteljice. Še posebej ponosen sem na to, da ste naziv redna profesorica in redni profesor pridobili v času, ko je epidemija novega koronavirusa na vašo pot postavila še dodatne ovire. Hkrati ste naziv pridobili v obdobju, ko je postalo še posebej pomembno, da znanost, izobraževanju in raziskovanju priznamo večjo veljavost. Potrebujemo cepiva, zdravila, zdravniško oskrbo, psihološko pomoč, sociološko-družbeni pogled na razmere, v katerih se nahajamo že dlje časa, umetnost, ki nam nastavlja zrcalo. Potrebujemo vse vede, da lahko dosežemo napredek, brez katerega se človeštvo ne more razvijati. Delovanje univerz je izjemno pomembno, saj so nosilke novega znanja. A enako pomembno je, da to znanje delimo s širšo javnostjo. Če kdaj, je zdaj čas, da z znanjem podkovani strokovnjaki in strokovnjakinje preglasimo dezinformacije, ki pripravljajo svetovni splet in družbene medije. Zato vas pozivam, da svoje znanje delite ne le strokovno, temveč tudi splošno oziroma laično javnostjo. Ljudem moramo povrniti zaupanje v znanost. To je naša obveza. Spoštovane redne profesorice, spoštovani redni profesorji. Povzpeli ste se do vrha poklicnega priznanja na univerzi, torej sta v vas vsa potrebna znanja in moč, uporabite ju za izboljšanje sveta, v katerem živimo. Vivat Akademija, vivan profesores. Rektor, najlepša hvala. Preden začnemo s podeljevanjem nazivov, se prepustimo glasbi. Godalni kvartet Smetana v sestavi študentk Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani Ane Ločniškar, Sare Mjušek, Anastazije Kren in Kim Kozlevčar nam bo pod mentorstvom docenta Nejca Mikoliča zaigral skladbo Antonina Dvoržaka Humoreska, 101. opus številka 7. Prosim.
Najlepša hvala godalnemu kvartetu Smetana z Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Začenjamo s podeljevanjem nazivov redna profesorica in redni profesor. Obrazložitve bova brali s kolegico Polono Movrin, nazive bo podeljeval rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič. Naziv redna profesorica Univerze v Ljubljani prejme doktorica Ana Bojinović-Fenko s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za področje mednarodni odnosi. Ana Bojinović-Fenko je doktorirala iz mednarodnih odnosov leta 2009 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Že kot mlada raziskovalka je opravljala pedagoško delo in se nato zaposlila kot visokošolska učiteljica. V okviru Centra za mednarodne odnose raziskuje primerjalno analizo zunanje politike, mednarodni regionalizem in zunanje delovanje Evropske unije. Svoja mednarodno odmevna znanstvena spoznanja inovativno prenaša v vsebine predmetov na vseh stopnjah študija evropskih študij in mednarodnih odnosov. Spoštovana kolegica Bojinović-Fenko, po sklepu senata vas imenujem za redno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Damjan Lajh s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za področje analize politik. Damjan Lajh je doktoriral na področju politologije leta 2005 na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. V okviru Centra za politološke raziskave se znanstveno-raziskovalno ukvarja s področji javnih politik in javnopolitičnih procesov v nacionalnem in evropskem kontekstu, s procesi evropeizacije, interesnimi skupinami in lobiranjem ter prehodi v demokracijo. Svoja mednarodno odmevna znanstvena spoznanja redno prenaša v vsebine predmetov na vseh stopnjah univerzitetnega študija politologije. Spoštovani kolega Lajh, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redna profesorica Univerze v Ljubljani prejme doktorica Maruša Pušnik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za področje medijske študije. Maruša Pušnik je doktorat opravila leta 2004. Od leta 2001 je zaposlena na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani na katedri za medijske in komunikacijske študije. Predava teorije medijev in popularne kulture, zgodovino medijev in komuniciranja, ženske žanre ter študije medijev in kolektivnega spomina. Kot gostujoča predavateljica je predavala tudi na Naravoslovno-tehniški fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter Univerzi v Črni Gori. Spoštovana kolegica Pušnik, po sklepu senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za redno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Aleš Žiberna s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani za področje statistika. Aleš Žiberna je doktor statistike, zaposlen na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer poučuje predmete s področja statistike in programiranja. Raziskovalno se ukvarja predvsem z razvojem metod bločnega modeliranja, širše pa z analizo omrežij, multivariantno statistiko in uporabo statistike v družboslovju. Je koordinator modulov družboslovna statistika na magistrskem programu uporabna statistika in interdisciplinarnem doktorskem študiju statistika. Spoštovani kolega Žiberna, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Robert Dominko s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za področje materiali. Raziskovalno delo dr. Roberta Dominka se prepleta s področji znanosti o materialih in elektrokemije s poudarkom na razvoju materialov in sistemov za sodobne akumulatorje. Koordiniral je 2 evropska projekta in tesno sodeluje z industrijo. Dobil je več domačih in tujih nagrad, med drugim Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke v znanosti in Honda Initiation Grant. Je namestnik direktorja Evropskega raziskovalnega inštituta Alistor Eri, član konzorcija baterijske iniciative Battery 2030+ in član Slovenske inženirske akademije. Spoštovani kolega Dominko, po sklepu senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani.
Naziv redna profesorica Univerze v Ljubljani prejme doktorica Irena Kralj Cigič s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za področje analizna kemija. Irena Kralj Cigič poučuje analizno kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala s področja kemije. Predava o klasični in instrumentalni analizni kemiji, analizi živil ter karakterizaciji in stabilnosti materialov kulturne dediščine. Njeno glavno raziskovalno področje je analizna kemija, kjer se osredotoča na optimizacijo priprave vzorcev in separacijske tehnike, predvsem plinsko in tekočinsko kromatografijo v povezavi z masno spektrometrijo. Spoštovana kolegica Kralj Cigič, po sklepu senata vas imenujem za redno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Marjan Marinšek s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za področje materiali. Marjan Marinšek je doktoriral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer od leta 1993 pedagoško in raziskovalno deluje na področju vede o materialih. Je avtor več kot 80 znanstvenih člankov. Sodeloval je v več projektih ter vodil industrijski projekt z področja izboljšanja funkcionalnih lastnosti materialov. Njegovo raziskovalno delo pokriva področja priprave materialov za visokotemperaturne in nizkotemperaturne gorivne celice, raziskave gradbenih materialov, na primer betonov in mavt, ter priprave nanodisperzij bakar-cink oksidov. Spoštovani kolega Marinšek, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Franc Perdik s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za področje anorganska kemija. Franc Perdik je doktoriral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Eno leto je raziskovalno deloval na Tehnični univerzi München in eno leto na Univerzi Kalifornije Berkeley. Raziskuje na področju vanadijevih in cinkovih spojin z antidiabetičnimi lastnostmi, supramolekularne kemije in kristalne arhitekture. Je avtor številnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah in poglavij v monografijah ter član uredniških odborov 5 mednarodnih znanstvenih revij. Spoštovani kolega Perdik, po sklepu senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Franc Požgan s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani za področje organska kemija. Franc Požgan je zaposlen na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer predava študentkam in študentom kemijske tehnologije, kemije pa tudi biologije. Leta 2002 je doktoriral na temo sinteze in pretvorbe kisik in dušik vsebojočih heterocikličnih spojin. 3 mesece je raziskoval v Nemčiji, 2 leti v Franciji in 1 semester predaval v Omanu. V zadnjem desetletju se ukvarja predvsem z uporabo katalize pri pretvorbah majhnih organskih molekul. V različnih soavtorstvih je objavil 67 znanstveno-raziskovalnih člankov in 2 poglavji v knjigi. Spoštovani kolega Požgan, po sklepu senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redna profesorica Univerze v Ljubljani prejme doktorica Marjetka Knez s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za področje matematika. Doktorica Marjetka Knez je od leta 2015 zaposlena kot visokošolska učiteljica na oddelku za matematiko. Njeno raziskovalno delo sodi na področje numerične matematike in računalniško podprtega geometrijskega oblikovanja. Objavljenih ima 45 člankov in ima več kot 150 čistih citatov. Leta 2019 je bila 3 mesece gostujoča profesorica na Univerzi v Sieni. Bila je mentorica več kot 60 študentkam in študentom. Več let je bila skrbnica magistrskega študijskega programa Finančna matematika, trenutno pa opravlja funkcijo namestnice predstojnika oddelka. Spoštovana kolegica Knez, po sklepu senata vas imenujem za redno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Aleksej Kostenko s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za področje matematika.
Aleksej Kostenko je doktoriral leta 2007 v Donecku v Ukrajini. Habilitacijo je pridobil leta 2012 na Univerzi na Dunaju. Od leta 2017 je zaposlen na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Poučuje predmete z področja matematične analize, raziskuje predvsem na področju spektralne teorije linearnih operatorjev. Leta 2016 je prejel medaljo Rudolfa Inzingerja Avstrijskega matematičnega društva, leta 2021 je imel vabljeno predavanje na 8. Evropskem matematičnem kongresu. Spoštovani kolega Kostenko, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Boris Majaron z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za področje fizika. Boris Majaron je pridobil diplomo magisterij in doktorat z področja fizike na Univerzi v Ljubljani. Podoktorsko pa se je usposabljal na Kalifornijski univerzi Irvine v ZDA. Raziskovalno dela na Institutu Jožef Štefan, predvsem na področjih optične spektroskopije, biomedicinske optike in laserske medicine. Aktiven je v uredniških odborih več mednarodnih znanstvenih revij in konferenc, na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pa je zasnoval predmet optične metode v medicini. Spoštovani kolega Majaron, po sklepu senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Rok Petkovšek z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za področje fizika. Dr. Rok Petkovšek dela na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Leta 2016 je skupaj s sodelavci ustanovil laboratorij za fotoniko in laserske sisteme FOLAS, ki ga tudi vodi. V okviru fakultete je bil član več komisij. Je tudi član upravnega odbora in znanstvenega sveta fakultete. Ukvarja se z raziskavami na področju fotonike ter laserskih sistemov in njihove uporabe. V tesnem sodelovanju s podjetji je vodil številne aplikativne projekte, financirane oziroma sofinancirane strani industrijskih partnerjev. Spoštovani kolega Petkovšek, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Andrej Trkov z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani za področje jedrska tehnika. Andrej Trkov je diplomiral leta 1977 na Univerzi v Londonu, magistriral leta 1978 na Univerzi v Readingu in doktoriral leta 1989 na Univerzi v Mariboru. V naziv izredni profesor za področje jedrske tehnike je bil habilitiran leta 2014. Od leta 2000 do 2006 in od 2014 do 2020 je služboval na Mednarodni agenciji za atomsko energijo. Od leta 2010 do 2013 je bil vodja odseka za reaktorsko fiziko na Institutu Jožef Štefan. Njegove raziskave se osredotočajo na področje reaktorske fizike in jedrskih podatkov. Trenutno je mentor dvema doktorskima kandidatoma. Spoštovani kolega Trkov, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za področje računalništvo in informatika. Dr. Matej Kristan je namestnik predsednika katedre za umetno inteligenco na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, predsednik Slovenskega društva za razpoznavanje vzorcev in vodja mednarodne pobude vizualno sledenje objektov. Je organizator več kot 13 mednarodnih delavnic ter član uredniških odborov mednarodnih konferenc in revij. Za raziskovalno in pedagoško odličnost je prejel 18 priznanj. Raziskovalno deluje na področju računalniškega vida. V iskalniku Google Učenjak beleži več kot 7000 citatov in H-indeks 32. Spoštovani kolega Kristan, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Rektor, najlepša hvala. Približno polovico nazivov redna profesorica in redni profesor smo že podelili. Sedaj pa nadaljujemo z glasbo. Ponovno bomo poslušali godalni kvartet Smetana. Pod mentorstvom docenta Nejca Mikoliča nam bodo dekleta zaigrala skladbo Pozdrav ljubezni 12. opusa skladatelja Edvarda Elgarja.
Najlepša hvala kvartetu študentk Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, Ani Lučniškar, Sari Mivšek, Anastaziji Kren in Kim Kozlevčar. Nadaljujemo s podeljevanjem nazivov. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Danijel Skočaj s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za področje računalništvo in informatika. Danijel Skočaj je doktoriral leta 2003 na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Na njej vodi laboratorij za umetne vizualne spoznavne sisteme ter raziskuje in poučuje predmete s področji globokega učenja, računalniškega vida in inteligentnih sistemov. Ima bogate izkušnje iz vodenja raziskovalnih in aplikativnih projektov, tako evropskih in nacionalnih, kot tudi industrijskih, v okviru katerih skrbi za prenos raziskovalnih dognanj v prakso. Spoštovani kolega Skočaj, po sklepu Senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Primož Podržaj s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani za področje proizvodni inženiring in mehatronika. Primož Podržaj je študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z zagovorom doktorske disertacije zaključil leta 2004. Na fakulteti je zaposlen od leta 1997. Po doktorski študiji je opravil na Univerzi v Tokiu in krajši čas gostoval na 2 tujih univerzah. Pedagoško je aktiven na vseh 3 stopnjah, je mentor oziroma somentor pri 35 zaključnih nalogah, od tega pri 3 doktoratih. Objavil je 31 izvirnih znanstvenih člankov ter koordiniral 2 evropska projekta in bil partner pri 2. Njegov normirani H-indeks citiranosti je 11. Spoštovani kolega Podržaj, po sklepu Senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Franci Pušavec s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani za področje izdelovalne tehnologije in sistemi. Franci Pušavec je študij na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z zagovorom doktorske disertacije zaključil leta 2010. Na fakulteti je zaposlen od leta 2005, 36 mesecev pa je deloval tudi na priznanih inštitutih v tujini. Pedagoško je aktiven na vseh 3 stopnjah, je mentor oziroma somentor pri 155 zaključnih nalogah, od tega pri 5 doktoratih. Objavil je 64 izvirnih znanstvenih člankov in prejel 5 mednarodnih patentov. Njegov normirani H-indeks citiranosti je 23. Spoštovani kolega Pušavec, po sklepu Senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Mihael Brenčič z Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani za področje geologija. Dr. Mihael Brenčič se v svojem raziskovalnem delu ukvarja predvsem s hidrogeologijo in geologijo Krasa, s poudarki na dinamiki toka in onesnaženja podzemne vode ter inženirsko hidrogeologijo. Pomemben del njegovega raziskovalnega dela sega na interdisciplinarno področje zgodovine ved o Zemlji. Njegovo znanstveno delo obsega 53 izvirnih znanstvenih člankov. Je avtor oziroma soavtor 2 znanstvenih monografij. Napisal je prvi učbenik s področja hidrogeologije v slovenščini. Bil je mentor 83 zaključnih študentskih del, od tega 9 doktoratom. Njegova celotna bibliografija presega 1500 enot. Spoštovani kolega Brenčič, po sklepu Senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Aleš Nagode z Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani za področje fizikalna metalurgija. Aleš Nagode je od leta 2009 zaposlen na Naravoslovno-tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, sprva kot asistent, od leta 2011 kot docent in od leta 2016 kot izredni profesor za področje fizikalne metalurgije. V okviru raziskovalne dejavnosti se osredotoča predvsem na študij faznih transformacij v jeklih, razvoju, degradaciji in karakterizaciji mikrostrukture. Je avtor ali soavtor 77 znanstvenih člankov. Za pedagoško delo je prejel priznanje Mentor leta. Pri svojem delu sodeluje z več univerzami in inštituti doma in v tujini. Spoštovani kolega Nagode, po sklepu Senata vas imenujem
za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Timotej Verbovšek z Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani za področje geologija. Timotej Verbovšek je doktoriral iz geoloških znanosti leta 2008. Ukvarja se z inženirsko geologijo, geomorfometrijo in geologijo krasa. Je prvi ali vodilni avtor pri 32 izvirnih znanstvenih člankih. Deloval je tudi na več tujih univerzah in inštitutih. V okviru mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove je soorganiziral 4. svetovni forum o plazovih. Bil je predsednik geološkega in tajnik hidrogeološkega društva. Je mentor 54 zaključnih študentskih del in predstojnik katedre za aplikativno geologijo. Spoštovani kolega Verbovšek, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redna profesorica Univerze v Ljubljani prejme doktorica Katja Filipčič z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za področje kazensko pravo. Katja Filipčič se je po opravljenem pravosodnem izpitu zaposlila na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktorirala. Svoje znanje je izpolnjevala na pravnih fakultetah v Ženevi in Čikagu. Akademsko kariero je gradila na 2 habilitacijskih področjih. Na področju kazenskega prava je bila izvoljena v naziv redna profesorica, na področju kriminologije pa je izredna profesorica. Na fakulteti je bila 5 let članica vodstva kot prodekanja za študijske zadeve in prodekanja za kakovost. Spoštovana kolegica Filipčič, po sklepu senata vas imenujem za redno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Branko Korže z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za področje civilno in gospodarsko pravo. Dr. Branko Korže je profesor in nosilec več pravnih predmetov na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi predstojnik katedre za menedžment in organizacijo. Raziskovalno se ukvarja s preučevanjem vpliva državnih intervencij na svobodni trg tržno-socialne države. Na principu načela človekovih pravic do enakosti in svobode preučuje meje javnega interesa pri proizvodnji mešanih javno-zasebnih dobrin. Sodeluje z zunanjimi poklicnimi organizacijami in pri pripravi posameznih zakonskih predlogov. Spoštovani kolega Korže, po sklepu senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Mitja Kovač z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za področje civilno in gospodarsko pravo. Mitja Kovač je diplomiral iz prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani ter magistriral in doktoriral iz prava in ekonomije na Univerzi Utrecht. Je član ekonomske skupine pri mreži za skupna načela Evropskega pogodbenega prava ter gostujoči predavatelj na Univerzi v Gentu, Univerzi Erasmus v Rotterdamu in Univerzi v Torinu. Objavlja na področjih primerjalnega prava in ekonomije, nove institucionalne ekonomije, varstva potrošnikov, pogodbene teorije ter konkurenčnega prava in ekonomije. Spoštovani kolega Kovač, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redna profesorica Univerze v Ljubljani prejme doktorica Vasilka Sancin z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za področje mednarodno pravo. Doktorica Vasilka Sancin se je po zaključenem študiju prava zaposlila na Ministrstvu za zunanje zadeve, nato pa na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2015 vodi katedro in inštitut za mednarodno pravo. Od leta 2014 do 2018 je bila prva prodekanja za kakovost. Predava doma in v tujini. Med številnimi mednarodnimi profesionalnimi funkcijami je bila izvoljena za članico Odbora Združenih narodov za človekove pravice in kot prva Slovenka za njegovo podpredsednico. Spoštovana kolegica Sancin, po sklepu senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za redno profesorico Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Marko Simoneti z Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za področje ekonomska analiza prava. Marko Simoneti je študiral ekonomijo v Ljubljani, Zagrebu in Združenih državah Amerike, kjer je tudi doktoriral na Univerzi Cornell. Njegove znanstvene objave so z področja ekonomske tranzicije, privatizacije, korporativnega upravljanja in razvoja finančnega sektorja.
Opravljal je številne vodilne funkcije v finančnih institucijah v Sloveniji in deloval kot mednarodni ekspert v večini tranzicijskih držav. Svoja znanja in izkušnje zelo uspešno posreduje študentkam in študentom prava in ekonomije doma in v tujini. Spoštovani kolega Simoniti, po sklepu senata vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Naziv redni profesor Univerze v Ljubljani prejme dr. Aleš Završnik s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za področje kriminologija. Dr. Aleš Završnik se raziskovalno ukvarja s stičiščem prava, informacijske tehnologije in kriminalitete. Njegova bibliografija obsega več kot 450 enot. Na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga trenutno vodi, in v tujini je vodil več raziskav. Sodeloval je s Švicarsko državno tehniško visoko šolo v Zürichu, Inštitutom Max Planck ter univerzama v Štrasburu in Brnu. Pomagal je krojiti regulacijo novih tehnologij pri Svetu Evrope in etično presojo raziskav pri Evropskem raziskovalnem svetu. Spoštovani kolega Završnik, po sklepu senata Univerze v Ljubljani vas imenujem za rednega profesorja Univerze v Ljubljani. Rektor, najlepša hvala. Vseh 27 nazivov redna profesorica in redni profesor Univerze v Ljubljani je podeljenih. Jutri ob 10. uri jih bomo podelili še 28, zato vabljeni k ogledu. Vsem današnjim rednim profesoricam in rednim profesorjem še enkrat iskrene čestitke. Hvala lepa za vašo pozornost in lep dan želim še naprej.